Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Današnjo oddajo Posavje na dlani namenjamo vinogradništvu in sadjarstvu, kmetijskima panogama, ki imata v Posavju dolgo tradicijo. Več o stanju in možnostih razvoja pa bosta povedala naša današnja gosta. Z nami sta Janez Živič, direktor Kmečke zadruge Krško, in Boštjan Kozole, direktor podjetja Evrosad. Lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiu. Dobar dan. Dobar dan. Kot sem uvodoma omenila, veljata tako vinogradništvo kot sadjarstvo za pomembni kmetijski panogi v tem delu Slovenije, torej v Posavju. Današnja Kmečka zadruga Krško je bila ustanovljena leta 1993. Gospod Živič, nam lahko za začetek poveste nekaj besed o Kmečki zadrugi Krško? Še enkrat lep pozdrav tudi poslušalcem oziroma gledalcem. Ja, zadruga naša uradno je bila ustanovljena leta 1993, vendar začetki segajo že 1928. leta, kjer je bila v Kostanevici ustanovljena prva vinarska zadruga in potem v 80. letih je bilo to tudi fizično predstavljeno v Leskovec pri Krškem, kjer smo še danes in imamo tudi sedež, vinsko klet, tako da tradicija je že kar zelo dolga te zadruge. Sodelujete tudi s kooperanti, na kakšen način to poteka? Ja, v bistvu samo ime zadruge že pove, da so to zadružniki, se pravi člani zadruge, ki sodelujejo in v bistvu upravljajo tudi zadrugo, s tem, da jih je zdaj trenutno 240 in pa tudi z nekaterimi imamo sklenjene tudi dolgoročne pogodbe, ki niso člani zadruge. No, tudi sadjarstvo ima v Posavju dolgo tradicijo, podjetje Evrosad sicer deluje že približno 20 let. Tako je, Kako se je vse skupaj začelo? Ja? Ravno pred tem smo, da bomo 1. januarja 2016 beležili 20 let. Vendar treba poudariti, da so pač dejstva že prej, že po drugi svetovni vojni se je začelo intenzivno sadjarstvo v različnih organizacijskih oblikah. Leta 1995 je pa nastala družba Evrosad in potem danes lahko dejansko govorimo že o skupini, kajti tu je še sadjarstvo Blanca iz sosednje občine Sevnica, od leta 2011 sadjarstvo Ormož iz Prlekije in pa kar nekaj naših sadjarjev, predvsem iz Posavja, pa tudi sedaj že širše iz Slovenije. In kar smo še posebej ponosni, tudi v B fakulteti, ki imajo svoje sadovnjake, tako ljubljanska kot mariborska so del naše skupine. Ukvarjate se predvsem s pridelavo jabolk? Tako, jabolko so naš paradni konj, če temu tako rečemo, okrog 90%, nekje 9% so hruške in pa še 1% je pa breskve v tistem poletnem času, ko so tudi najbolj primerne. Koliko letno pridelate, na koliko površinah se nahajajo vaši sadovnjaki? No? Trenutno stanje, ki vsako leto nekako raste, je dobrih 600 hektarjev površin in lahko govorimo plus minus 20.000 ton sadja, predvsem jabolk. No, grozdje in vino skupaj v zadnjih letih predstavljate nekje med 9 in 12% vrednosti kmetijske proizvodnje, kar je največ med rastlinskimi pridelki za Slovenijo govorim. Koliko od tega pridelate skupaj z vašimi kooperanti, gospod Živič? Ja, naše količine so v povprečju nekje 1,5 milijona kilogramov grozdja, kar pomeni 1,1 milijon litrov vina. 90% je vina cviček, ostalo pa so vrhunska vina, kot modra frankinja, zeleni silvanec, beli pinot in en del tudi predikatov. No, najpomembnejši med vini je vsekakor cviček PTP, ki ste ga že ravnokar omenili, no? Ja, vinogradništvo v Sloveniji je bilo tako organizirano nekako v preteklih letih, da so bile večje kleti postavljene po posameznih vinorodnih območjih in eno od teh kleti je bila tudi v Kostanevici in danes v Leskovcu pri Krškem, kjer, kot sem že omenil, glavni del predstavlja vino cviček. In imamo srečo, da imamo tega posebneža, kajti v tej poplavi vin, tako domačih kot tudi iz tujine, je to še vedno najbolj prodajano vino, tudi cenovno v višjem rangu, tako da vse to nam nekaj omogoča ta obstoj oziroma razvoj tudi vinogradnikov in da zadruga tudi uspešno posluje. Kako je gospodarska kriza vplivala na povezovanje pridelovalcev pri vas? Ja, v bistvu to povezovanje že, kot govorimo iz zgodovine, je pri nas nekako zaključeno. Bili so posamezni poskusi oziroma vloge tudi vinogradnikov, da bi se še včlanili v zadrugo, vendar s temi količinami trenutno, kot jih imamo, ki jih lahko tudi tržimo na trgu, imamo nekako krog sklenjen. Manjši del je tudi vinogradnikov z bizeljsko-sremiškega dela, od koder prihaja predvsem grozdje za vrhunske trgatve. Sicer pa
smo združeni tudi v vinski družbi, to so predvsem večje kleti, in ustanovili smo tudi na tem področju konzorcij pridelovalcev cvička. To se je zgodilo v tistem času zaščite dolenjskega posebneža in 11-12 pridelovalcev nas je zdaj združenih že kar od začetka v bistvu v konzorciji, kjer uporabljamo vsi enoten zamašek, ki je oštevilčen, kar pomeni, da je možno tudi prekontrolirati, kakšne so bile količine pridelane in potem tudi prodane. Vendar to je žal na tem področju samo 15% vina, ki je nekako združeno. Razmišljamo seveda o nadaljnih povezovanjih, kajti ta del je, bom rekel, nekako preživel. Mislim, da se moramo širše povezati z pridelovalci na Dolenjskem predvsem, kajti nas je vsak dan med 60 in 90 na trgu, predvsem v gostinskem delu, v trgovinah mogoče nekih 12-15 pridelovalcev, tako da v bistvu to povezovanje bi nam koristilo in mi kot zadruga se vedno trudimo, da povezujemo tudi ostale vinogradnike na tem področju. Kaj pa v sadjarstvu, kako so te zaostrene gospodarske razmere vplivale na vaše poslovanje? No? Če mogoče se kar dotaknem že tega dela, ki je kolega govoril, tudi v sadjarstvu je podobno, pa verjetno, mislim, da redko kateri primer sploh v Sloveniji lahko rečem, da je primeren, kar se tiče sodelovanja in povezovanja. Še več, v našem primeru sadja in zelenjave celo Evropska komisija spodbuja z določenimi ukrepi združevanje pridelovalcev sadja in zelenjave, tako imenovane organizacije proizvajalcev. Mi smo kot naša skupina neka izjema in smo celo kot vzor za marsikatero kmetijsko panogo, da se po nas ozira, vendar lahko zelo jasno rečem, da bi v Sloveniji morali biti preko 90% pridelave organizirano v eno organizacijo proizvajalcev in mi smo danes kot taka velika skupina v slovenskem prostoru, lahko primerjavo naredim, bi bila najmanjša zadruga ali pa hladilnica na Južnem Tirolskem, če pa vse skupaj organizirali v Sloveniji, pa 90%, kot pravim, bili pa ena srednja velika. Ne? In mi smo na evropskem trgu in s takimi potem konkuriramo. In tu so ogromni sinergijski učinki, vendar nažalost slovenski prostor je, kar se tega tiče, kot sem že prej uvodoma rekel, mislim, da zelo, zelo slab. Pravijo, da nas je 2 milijona, samo 2 milijona problemov, vendar mi jih naredimo še veliko več. To, kar se tiče organiziranosti. Je pa, če govorimo po krizi, ki je nekje v 2009 naprej, seveda prinašala marsikaj. Jaz sem takrat rekel, da mi smo navajeni že marsikatere krize, pa naj si bilo, da je bilo to suša, da je bilo toča, preden smo imeli same protitočne mreže. Pa konec koncev vstop Slovenije v Evropsko unijo je bil za nas velik šok in velika kriza, ker smo izgubili največji izvozni trg takrat, to je bila Hrvaška. Nažalost, predvsem ta kriza vpliva na pogoje poslovanja v državi, v kateri živimo, ker s tem izgubljamo konkurenčno prednost, kajti druge države so tudi bile v krizi, pa je to že šlo mimo. In ko se pojavljamo na prostem trgu, je velika razlika, ali ima naš konkurent podporo za investicije na nivoju 70-80%, kot so imeli Poljaki, ali Hrvati, ki imajo danes v osnovi 50, pa možnost tudi prije do 90, mi pa imamo v osnovi 30. Tu zagotovo ne moramo biti konkurenčni in mi delamo, lahko rečem, male čudeže, da ostajamo konkurenčni. Če bi imeli konkurenčne pogoje napram ostalim, bi dejansko bili lahko res v sami špici, kar se tudi z delom zaslužimo. Tako da iz tega vidika smo kritični do države, da nam zagotavlja tiste osnovne konkurenčne pogoje. Na drugi strani smo pa samo kritični, da bi lahko tudi več storili pri povezovanju. No, na sadjarstvo in vinogradništvo pa bolj kot razmere na trgu vplivajo vremenske razmere. Lansko leto vemo, da je bilo vremensko precej neugodno, tako za vinogradnike kot sadjarje. Kakšne posledice je to prineslo s sabo? Spet dva zelo nazorna primera, kar se tiče nas, je velika težava toča in pa suša. Mi smo s prvimi protitočnimi mrežami začeli leta 2005 in tu je država sistem speljala in tukaj ni nekaj večjih težav pri pridobivanju soglasij in danes imamo že več kot 2/3 naših površin skupinnih pokritih z protitočnimi mrežami. Ko se pa dotaknemo namakanja, so pa postopki pridobivanja vseh dokumentov in dovoljenj nekaj let. To pa je od 4, 5, 7, tudi 9 let. To je enostavno nesprejemljivo. Imamo naš kolega
evropski poslanec gospod Bogovič je organiziral vrhunski posvet pred poletjem v Krškem na to temo in je kolega iz Arsa imel prvih 5 strani predstavitev samo zakonov in podzakonskih aktov. Mi smo peljali kot zbornica sekcijo za sadjarstvo pri zbornici kmetijsko-živilskih podjetij pri gospodarski zbornici na Južno Tirolsko predstavnike države, kjer so jim na Južnem Tirolskem predstavili zakon iz časa Mussolinija, ki je na 21 členov 9 strani. Nekdo, ki želi namakati, bo v roku 14 dni plačal takso, nekaj 10 evrov in bo namakal. Mi pa porabimo ogromne denarja, da sploh pridemo do tega, ali bomo lahko projekt peljali naprej ali ne. Voda teče mimo nas, v sosednjo državo. Včasih, kot sem rekel, smo hodili na Južno Tirolsko, danes so že Hrvati nas prehiteli in to je tipičen primer, kako ne znamo v državi neke osnovne zadeve urediti. Gospod Živič, kako so slabe vremenske razmere v lanskem letu vplivale na vinogradnike? Ja, zagotovo slabe vremenske razmere se pri vinu še toliko bolj poznajo, ker konec koncev vsak začetek predelave se začne z dobrim pridelkom, se pravi, ali je to grozdje ali kakšen drug pridelek, tako da seveda, ker je to glavnina vino cviček, ki je znan po nizke alkoholne stopnje, mogoče malo lažje. Vseh ostalih vin vrhunskih trgatev lansko leto nismo imeli, se pravi, letnika enostavno ni. Imeli smo k sreči tudi zaloge še iz preteklih let, predvsem Modre Frankenje, zelenega silvanca, belega pinoja in zaradi tega smo pač nekako še zagotovili potrebne količine. Seveda nas pa navdušuje letošnji letnik, da si bomo pripravili tudi zaloge, ker trenutno imamo neke minimalne zaloge za do trgatve oziroma še do novega leta, potem pa bomo pričeli z novimi letniki. Letos so torej razmere veliko bolj ugodne, kot ste omenili. Kakšne rezultate torej pričakujete? Padavin je bilo sicer dovolj, pa primerno razporejene, tako da zdaj v tem času trgatve smo veseli, ker ni dežja in lahko mirno trgamo po posameznih sortah, tako da upam, da bomo zdržali do žametne črnine, ki jo planiramo potrgati nekje okoli 20. septembra, kar je pa sigurno 10 dni prej kot običajno. In kakšne rezultate pa vi pričakujete? Smo tudi ravno v času obiranja sadnega drevja. No, ta prvi del, kar se tiče same pridelave oziroma trgatve, je zelo ugoden. Dvakrat smo bili zelo na meji, ko so bili ti vročinski vali, kajti pri sadju je le malo drugače kot pri vinski trti, ki ima daljše to obdobje, da se lahko zoperstavi tem sušnim obdobjem, ko smo bili deležni po vročinskem valu obilnih padavin. Ugotavljamo, da na določenih delih Slovenije, predvsem v severu in pa v Avstriji in Madžarskem, je bilo teh padavin toliko manj, da imajo kar malo težav. Tako da smo bili zelo blizu katastrofe, na drugi strani pa govorimo o vrhunskem letniku, kar se tiče sadja. Razmerje sladkorjev, trdot, kislin je vrhunska. Tako da tudi na te zahtevne trge, kjer to je predpogoj, smo dosegli in so te izvozne količine letos dosti večje in z tega vidika tudi pričakujemo dosti boljše leto. Leto, ki je bilo za nami, lahko rečemo, da je bilo zgodovinsko najslabše, pa ne samo za našo skupino, ampak za celotno panogo na nivoju Evropske unije, kajti ruski embargo je pustil ravno pri pridelovalcih jabolk verjetno najhujše posledice, ne samo v sadju, zelenjavi, pa generalno v vseh industriji. No, v ruskem embargu bova malo kasneje. Kako pa sicer skrbite za sadovnjake? V kakšnem stanju so, koliko so stari ti vaši sadovnjaki? To se moramo vrniti nekako 20 let nazaj, ko je prišlo do tudi tega prevzema takrat in če je poslovanje Eurosada začelo leta 1996, je treba poudariti, da je bila zadnja takratna investicija v obnovo sadovnjakov leta 1989. Od leta 1996 pa do letošnjega leta smo vsa leta intenzivno obnavljali. Kot že prej rečeno, od leta 2005 vse naše obnove tudi pokrijemo s protitočnimi mrežami. Leto 2015 je pa prvo leto, ko nismo prvič nič v samem Eurosadu obnovili. K sreči to leto ne moramo reči, da ni bilo brez obnov, ker smo to naredili na Blanci, vendar v Krškem pa ne in je posledica tako te kriznega leta, po drugi strani pa tudi, ko se ravno prekrižata dva obdobja programa razvoja podeželja in se nekako to izmuznilo. Bojim se, da mogoče ta teren bo nekoliko manjši, kot je bil v preteklosti, ker trenutno stanje ne omogoča pretiranega
trenda, čeprav imamo že proste površine, vendar smo pa veseli, da smo resnično večji del tistega, ki je bilo potrebno že obnovili. Je pa to ključnega pomena, kajti sorte se pri jabolkah kar dosti hitro spreminjajo. In z našim prodorom na tuji trg po vstopu v Evropsko unijo smo bili v položaju, ko naša danes vodilna sorta Gala, mi nismo imeli tako rekoč nič. In smo v zadnjih 5-6 letih 80% vseh obnov imeli ravno s to sorto. Ta nam pa je omogočila prodor ne samo na angleški trg, ampak še na nekaj drugih trgov. Tako da pri sadjarstvu, konkretno pri jabolkah, je ta del izjemnega pomena, da si v trendu in da imaš možnost obnavljati prav čas. Omenili ste, da ste prisotni na tujih trgih. Sicer ste že kar nekaj časa, že dalj časa v družbi Eurosad prisotni na tujih trgih. Kako se je vse skupaj pravzaprav začelo? Začelo se je ravno s tem, da ko smo dobili nekak datum vstopa Slovenije v Evropsko unijo, je bilo zelo jasno, da se bo v kratkem času hrvaški trg tako ali drugače zaprl. Pojavila se carina, pojavila se je kvote, prelamani. Prej je imela Slovenija s Hrvaško poseben sporazum in to se je čez noč ustavilo. Začeli smo popolnoma z nič. Gre za en splet okoliščin. Sam sem takrat začel intenzivno hoditi po Evropi. Srečal enega vplivnega prijatelja danes, ki sem ga poprosil za določene naslove, da bi izvažali v Avstrijo in Nemčijo, in mi je proti odgovoril, češ, pa se veš, da te države same dovolj predelujejo, ne. Je rekel, zakaj pa ne bi poskusil z Anglijo. Vse, kar sem takrat vedel v Angliji, da je najzahtevnejši trg, vendar smo pogumno z ožjo ekipo v firmi se odločili, da vseeno poskusimo. Takrat je prvi kamion se pakiral 5 dni, skoraj smo že obupali, danes smo po položaju, ko v našem sodobnem sortirnem pakirnem centru lahko v enem dnevu spakiramo 5 kamionov. Tako da angleški trg je danes postal za nas glavni. Tukaj izkoriščamo ravno to prednost, da imamo v Sloveniji izjemne klimatske pogoje za predelavo takšnih jabolk, kot jih ta trg zahteva, in da smo med prvimi na severni hemisferi. S tem pridobimo svojih 5 do 6 tednov, če temu rečemo, prodajnega okna na angleškem trgu, ko pride potem do njihove lastne predelave. In je to za nas ravno dovolj, da uspemo večji del teh sort, ki so za angleški trg v tem času prodati. Sporedno pa smo se močno tudi obrnili na trg bližnjega in srednjega vzhoda, kjer preko Dubaja prodajamo na te države, in po lanskega leta tudi na celino Afriko preko Egipta. To so te 3 naši, če temu rečemo, A-trgi. Ob tem pa imamo še imamo tudi prodajo v Romunijo, Belorusijo, Dansko, Španijo, pa tudi še seveda na Hrvaško in po vstopu sedaj Hrvaško v Evropsko unijo in pa ves čas tudi Bosna in Hercegovina. Kakšne pa so zahteve teh različnih trgov? Recimo omenili ste Anglijo, Bližnji vzhod, Afriko, recimo kakšna jabolka si želijo v Angliji, kakšna jabolka si želijo v Dubaju, recimo v Egiptu? No, če sem prej že pomenil, da je angleški trg najzahtevnejši, ki je edini trg, ki meri pri vsakem kamionu vsebnost sladkorja in trdote, ki dajete potem tisto optimalno zrelost. To še ne pomeni, da so drugi trgi kaj manj zahtevni, vsak ima neko svojo značilnost in je treba spoštovati, in zelo hitro se vrne kot bumerang, če kakšen trg podcenjuješ. Se pravi, v Angliji predvsem je ta značilnost, da je edini trg, ki zahteva to notranjo kvaliteto, hkrati pa predvsem drobnejša jabolka, ki pri nas včasih sploh jih ne smatramo, kot da so še prvi razred. Rusija, ki sicer zdaj je ta embargo, ampak smo tudi bili prisotni, je bil čist drugi ekstrem, ekstremno debela jabolka, te debelejši kalibri. Dubaj, samo 3 sorte, samo 2 kalibra, zelo podobno Egipt, tako da enostavno ta širina, ki imamo skozi te trge, nam omogoča, da potem, ko neko sadje sortiramo, da ga lahko v zelo kratkem času na različne trge prodamo in s tem zagotavljamo svežino, kakovost, da pride tam, kamor je pač najbolj iskano. Za razliko od teh manjših, ko potem odprejo določeno celico hladilnice, poskušajo prodati in jim vedno nekaj ostaja in s tem potem sami ponujajo za različne akcije in s tem izgubljamo vsi skupaj. Jaz ocenjujem, da v Sloveniji zagotovo 5 centov na kilogram samo zaradi neorganiziranosti izgubljamo, v določenih letih pa tudi se bojim, da še kakšen cent več. Kako pa je z izvozom pri vas, gospod Živič? Kmečka zadruga Krško je sicer pred približno 3 leti vstopila na hrvaški trg s cvičkom PTP.
Ja, v tistih letih so se pojavili kar precejšnji viški in seveda treba je bilo razmišljati, kako naprej, kajti slovenski trg je omejen, imamo 3-4 glavne kupce, pa še dodatno gostinstvo in iz tega smo nekako šli v raziskavo trgov in eden izmed teh je bil seveda Hrvaška in po analizi, ki smo jo opravili, so pivci poznali cviček že iz preteklih let, 20-25 let nazaj, tudi posamezna področja in tako smo se odločili za investiranje na hrvaški trg. Prišli smo praktično v vse večje trgovske centre, od Spara, Kauflanda, Metroja, se pravi, smo uspeli prijeti na polico, že to je bil veliki uspeh in kolega, ki nam je pomagal v Zagrebu, da smo to uspeli narediti, me je najprej vprašal, kakšne imamo želje. Jaz sem rekel, če nam to zagotovite, da pridemo na polico, vse ostalo bomo poskrbeli mi, se pravi za promocijo, vendar žal so te količine zelo nizke, ne, čeprav je ta trg tradicionalno vezan, bom rekel, na ta naš del. Normalno, da imajo Hrvati tudi svojih vin ogromno, tudi prisegajo na domače proizvode, vendar kadarkoli smo na Hrvaškem, vsi pravijo, cviček, a si prinesel kakšen karton s sabo, ne? Iz police kupiti, to je pa druga zgodba. Tako da smo kar nekaj denarja investirali s pomočjo evropskih sredstev tudi za tretje trge, vendar, bom rekel, žal nismo izpolnili ta pričakovanja. Seveda pa je že to, da smo poskusili to narediti, tudi nek feedback, da ne rečejo naši člani, se nismo poskušali, se ne moramo reči, kaj je z izvozom. Sicer pa manjše količine redno izvažamo tudi v Kanado, Avstrijo, nekaj malega v Nemčijo. Po večini so to mesta, kjer so naši izseljenci, ki še vedno radi spijejo domače vino, vendar izkušnja recimo iz Kanade iz preteklega leta, ko smo bili pri njih, pa tudi v teh slovenskih klubih, na koncu tudi klubi morajo preživeti, iščejo čim nižjo ceno, se pravi teh pijač, vsega, ko naredijo veselico in nažalost smo tam pili francoska, španska vina, ki so bistveno cenejša. Recimo samo primer, da naša cena za recimo Kanado je 2,25 kanadskega dolarja, da je pa ta steklenica samo pripeljana tam, vsemi dejatami, ki jih ima država, kar $14. Tako da je zelo težko ponuditi potem in ta zavest, se pravi pri denarju, tudi mine. Tako da cviček je kot posebnost seveda tudi bistveno težje prodajati na trgih, čeprav govorimo o neki prednosti, ker je to lahko vino, pitno, tudi iz drugih držav nekako spremljamo zadeve, da so pripravili vina, ki so nižje alkoholne stopnje, bolj sveža in vino je sigurno za današnji način življenja, kajti vsi smo v avtomobilih, ogromno dela je in si pač ne moreš privoščiti večjega popivanja, ampak ob slovenski domači hrani, takšni kot jo imamo, predvsem na našem področju, seveda je to idealna kombinacija tega vina. Pa imate mogoče v načrtu izvažati še na kakšne druge tuje trge? Ja, v lanskem letu mislim, da smo 5 ali 6 poslali vzorce celo na Kitajsko. Tajsko celo razvijamo zdaj, ampak to so vse poskusi poslovnežev, ki že imajo peljane določene druge posle in hkrati ob tem je seveda želja tudi držav, da medsebojno sodelujejo na drugih področjih in z tega naslova iščejo priložnosti tudi pri vinu. Zaenkrat, pravim, nismo še bili uspešni, ampak vedno obstaja možnost oziroma, tako kot je Boštjan rekel, včasih se neke zadeve poklopijo in ti uspe, pa tudi če si planiral, nisi uspešen, včasih se pa na ta način lahko tudi kaj uspešnega spelje. Gospod Kozode, kot ste omenili, je Rusija lani uvedla popoln embargo na uvoz sadja in zelenjave ter tudi mesa, rib in mlečnih izdelkov iz držav Evropske unije, pa tudi iz nekaterih drugih držav. Kako je ta prepoved vplivala na vaše poslovanje? To je nesporno, da je kmetijski sektor popolnoma nedolžen utrpel ogromno škodo. Mi nismo politiki tisti, ki krivimo take odločitve. In ko se enkrat neke normalne poti čez noč ustavijo, je to velik šok. Lansko leto je bilo še pred uvedbo ruskega embarga pri jabolkah velika zaloga in že takrat so cene padle in še niso to končalo. Je 8. avgusta nastopila ta embargo. K sreči je bilo to, lahko rečem, v nesreči, da je se zgodilo ravno na dan, ko smo imeli v Istanbulu
letno konferenco napoved pridelka Prognos Fruit, kjer smo potem predstavniki tako rekoč ne samo iz Evrope, ampak še tudi iz drugih držav se usedli skupaj, predvsem pa Evropske unije, takoj pristopili nekim rešitvam. In poenostavljeno povedano, 3 sklope so se takrat formirali. En je to, da se je takoj zaprosilo Evropsko komisijo za pomoč. Mislim, da je zelo hitro odreagirala, ampak vseeno je bilo to že v začetku sezone in ni bilo več možno vseh posledic rešiti. Na drugi strani je bilo pobuda, da se poveča promocija na vseh evropskih tržiščih lastne pridelave in lastne potrošnje. In pa tretji, še povečan prodor na nove tretje trge. Kot sem rekel, težko je to čez noč nadomestiti. Panoga je utrpela izjemne izgube v vseh evropskih državah, vendar to, kar je bilo lani narejeno, je pa vsaj neka podlaga za letošnje leto, ko je tudi zaloga jabolk v začetku sezone bila na evropskem tržišču tako rekoč prazna in niso tudi jabolčnega koncentrata. Na drugi strani pa je ta uredba, ki je bila lani sprejeta šele konec septembra, letos že ob začetku sezone v teku, tako da že danes že prve količine tudi Slovenija in tudi mi konkretno namenjamo humanitarnim organizacijam in tukaj mislim, da je prav, da poudarimo, da smo skupaj z ministrstvom sprejeli pomembno odločitev. Slovenija je dobila od 460 tisoč ton količine 3000 ton kot vsaka država, tisti minimum, in da je bilo lani približno 2000 ton za umik v predelavo in 1000 ton za humanitarne organizacije. Letos smo se pa odločili skupaj z ministrstvom, da gre vseh 3000 ton za humanitarne organizacije, predvsem Rdeči križ in Karitas, pa tudi za šole, vrtce in ostale zavode, ki so na tem seznamu ministrstva. In na naši skupini smo že pripravili seznam vseh šol, ki so tako ali drugače v neki neposredni bližini ali naših sadovnjakov ali kakorkoli drugače, predvsem iz Brežic, Krškega, Sevnice in pa iz Ormoškega konca, da jih bomo pozvali na sestanek in ker to obdobje poteka do konca junija in da bi tudi na ta način lahko vsaj tem šolam zagotovili, da bi imeli dodatno sadje do konca šolskega leta 2015-2016. In to je en pomemben del, da na eni strani mi dobimo pomoč od Evropske komisije in gre v prave roke in prave namene, hkrati pa, da tudi naredimo dodatno korist, da grejo jabolka v prav namen. No, omenili ste promocije. Pri Kmečki zadrugi Krško ste se že dvakrat uspešno prijavili na javni razpis za tako imenovani ukrep 133. Za kakšen ukrep gre pravzaprav, ga lahko malo predstavite? Ja, ukrep tako imenovani 133 je bil pri nas poimenovan višja kakovost kmetijskih proizvodov, to je bil cviček PTP in to je bil v bistvu slogan, s katerim smo mi nastopali na vseh trgih, v bistvu, predvsem pa to velja za Slovenijo, na vseh sejmih, promocijah, se pravi zavedanje, poudariti našim potrošnikom, kakšen je naš proizvod. Seveda pri vinu minister opozarja, da vino škoduje lahko zdravju, ne? Vendar kot pijača je vino sigurno eno najbolj zdravih pijač, kajti kvasovka, ko fermentira sladkor, vsi drugi, se pravi alkohola je od 10 do 12% v vinu, vse ostalo so minerali, vitamini in pozitivne stvari, seveda v omejenih količinah. Ta projekt pa nam je seveda omogočil, da smo lahko kar precej denarja namenili, ki ga sicer ne bi. Ne? Mi smo tiste svoje sredstva, ki jih namenjamo letno za promocijo, oplemenitili 70% sofinanciranja evropskih skladov in moram reči, da smo res to intenzivno izkoristili. Žal smo letos 30. junija s tem zaključili, novih razpisov še ni, pa tudi v bodoče iz nekih napovedi takšnih razpisov več ne bo. Za bodoče gre bolj na način povezovanja z raznimi inštitucijami, vendar mi kot vinarji želimo poudariti svojo blagovno znamko, ne? Govorimo pa seveda o generični promociji blagovne skupine vino. V teh naših projektih smo pa imeli direktno nagovor na vino cviček PTP, kajti tle je povezanih nekje 200 naših članov v ta projekt in to je ogromno dela, spremljanja vseh zadev, se pravi birokracija je zelo velika, ampak se splača narediti, kajti sami sigurno ne bi zagotovili teh sredstev.
tako da smo to naredili tudi že za kakšno leto naprej. Pa kako te promocije na državni ravni pripomorejo k prepoznavnosti? No, vse to je vezano v bistvu na ukrepe iz Ministrstva za kmetijstvo, tako v investicijah, samih tehnoloških posodobitvah, kakor tudi v tem promocijskem delu, vendar, kot smo že prej govorili, to je bolj kot ne so posamični projekti, niso povezani na nivoju cele branže. V izvozu je to bolj striktno določeno, ker smo si pač opredelili trge, na katerih vsako leto nastopamo in je pač podprto strani ministrstva tudi nastop pod določenim logotipom vina iz Slovenije in tako naprej. Doma pa seveda vsak išče svojo tržno nišo in zato je mogoče manj učinkovito, kot pa če bi govorili o celi blagovni skupini. Je pa seveda to alkoholna pijača in je tukaj malo težje to zaviti v tej promociji. Tako Kmečka zadruga oziroma Vinska klet Krško kot Eurosad pa veljata za prepoznavni blagovni znamki. Kako pa tovrstna prepoznavnost vpliva na uspeh pri prodaji? Ja, pri nas je to zagotovo prvi moment oziroma prva prednost proti ostalim. Mi smo mogoče še pred 25 leti bili eni od 5 stekleničarjev cvička na tem področju in od tistih časov Agrokombinata pa do danes še vedno ohranimo na etiketi te naše sode in pivci na trgu niso niti čutili te spremembe iz Agrokombinata na zadrugo. Še vedno govorijo o cvičku z sode, ki je na etiketah. In mi, pridelovalci, mogoče cenovno imamo mogoče manevrskega prostora 10-20 centov v prodajni ceni, tako da nam ta tradicija res pomaga, da v bistvu nekdo plača malo več za to vino. In tisti, ki delajo na dolgi rok, z nami sodelujejo in smo pač tega tudi veseli in to čuvamo. Ravno te projekti Cviček PTP so bili namenjeni temu, da ozaveščamo ljudi, da je že to dolgoletna tradicija in da, rekel, praktično tisti, ki kupijo našo steklenico, vejo točno, kaj dobijo. No? Kaj pa pri vas, gospod Kozode, kako ta prepoznavnost blagovne znamke vpliva na prodajo? Ne v vseh primerih ravno najbolje, nažalost, kajti določeni trgovci so se odločili pred leti, da se jabolka dobavljajo po povratni plastični embalaži, kjer ni blagovne znamke in to smo zagotovo veliko izgubili, kajti ravno zaradi zahteve enega od naših trgovcev smo mi pred leti popolnoma spremenili način pridelave in to lahko zelo odgovorno trdim, da vsa jabolka pridelana v skupini Eurosad so na resnično najvišjem svetovnem nivoju in kar se tiče zdravja potrošnika, redko kje lahko dobijo takšna jabolka in ob še tem, kakšne imamo še klimatske pogoje, je to kombinacija tako zdravstvenega vidika in pa kakovosti na najvišjem možnem nivoju. In določeni to zelo dobro izkoriščajo z našo blagovno znamko, kot sem pa rekel, neki večje trgovske verige v Sloveniji so šle pa v drug segment, kjer potem ne vidiš, od kod so ta jabolka, tako da tukaj pa te koristi ni. Na drugi strani pa vseeno sem potem kot predsednik sekcije kar nekaj časa poskušal prepričati ministra, da bi vsaj prišli z neko promocijo za slovenska jabolka, da bi sploh potrošnike ozavestili o pomenu jabolka. Če prej Janez govoril, kako je vino ima svoje kvalitete, mislim, da lahko pri jabolku govorimo še, mogoče še zastopno več. In se pravi, argumentov res veliko, vendar potrošnik naš tega do zdaj ni slišal. Na drugi strani smo ugotovili, da niti ne zna našteti 3-4 sort jabolk in da smo potem šli v kampanjo, ki je ministrstvo zdaj podprlo in smo ravno na vrhuncu te kampanje, ki se je začela 15. septembra in traja do 15. oktobra z predvsem radijskim oglaševanjem in pa oglasi in pa s promocijo v določenih trgovskih verigah in pa v mestnih središčih, kjer se delijo letaki na eni strani o koristih jabolke, zakaj sploh jabolko, in na drugi strani 10 najpogostejših sort v Sloveniji, da se opiše, kakšne so značilnosti, kakšne so kvalitete, ker v končni fazi imamo spektr od izjemno sladkih jabolk pa do tistih bolj kiselkastih in vsak potrošnik bi lahko svoje našel in prepričan sem, da bo, čeprav omejena kampanja, dosegla svoj namen, da se bo na slovenskem potrošnja jabolk zaradi tega povečala. Obe podjetji oziroma družbi imata kar dolgo tradicijo. Na kakšen način ste delovali, da ste si prislužili takšen ugled? No?
Ja, že sama leta, kot smo rekli, delovanja povejo, da smo prešli in dobre in slabe čase. Tega smo že navajeni in tudi zadružni princip sam delovanja je tako narejen, da v bistvu glede na uspeh poslovanja lahko tudi potem korigiramo odkupne cene naših članov, se pravi v upravnem odboru pri nas sedijo tisti, ki imajo največ vinogradov. Seveda mi kot strokovne službe jim pripravimo osnove, kaj lahko ponudimo in potem nekako poskušamo priti skupaj, ker je v bistvu glavni lastnik tudi glavni dobavitelj. In tukaj lahko pride do kolizije interesov, vendar naši člani nekako razumejo. Tako da tudi z tega mesta moram reči, da sem zadovoljen, da se na ta način dogovorimo in potem glede na uspešnost poslovanja tudi te cene, predvsem, ki so najbolj interesantne, uskladimo oziroma doplačamo grozde, kot se je zdaj zgodilo v letu 2013-2014. In to je nekako to poslovanje, v bistvu samo delo, vse, kar ustvarimo oziroma tudi dobiček se vrne nazaj v rekli, samo proizvodno, en manjši del gre pa v tehnološko posodobitev, tako da to je osnovni princip zadružništva. Gospod Kozole, kaj pa pri vas? Več ali manj je bilo že vse povedano. Ko se enkrat odločiš, da greš v sadjarstvo oziroma da posadiš sadovnjak, je to odločitev, ki traja praviloma 20-25 let. Se pravi, lahko rečemo temu tek na dolge proge in tu ne moreš čez noč obogateti. Nasprotno, ob vseh nekih tržinskih značilnosti, ki imajo vse panoge, smo že prej omenili pri nas tudi pomemben segment narava in ravno ta odnos do narave, do ljudi, do živali je pomemben, da je način predelave primeren. Mi pa dodatno še velik poudarek dajemo vsem našim zaposlenim, pa konec koncev tudi do okolja, v katerem živimo, na različne načine poskušamo pomagati. Tako da to so neke zadeve, ki enostavno so vsakdanjik našega poslovanja in vse ostalo pa mislim, da je bilo že rečeno, tako da to res se tudi pokaže na ta način, da je tej krizi, ki je bila v zadnjih letih, da je veliko firm, ki so bile mogoče pred krizo nekako v nekem boljšem stanju, pa so tudi mogoče kakšne evro imele boljše plačene, jih danes ni več, ti delavci so brez posla, ne. Tu se pa da na nek način tudi malo da iztisniti zobe. Tudi ta kriza, ki za nami, je takšna, da nas bo samo še okrepila in marsikaj smo že dali skozi in praviloma smo do zdaj še vedno prišli vse krize močnejši. Vi se ukvarjate z integrirano pridelavo sadja. Ali razmišljate, da bi vašo proizvodnjo usmerili tudi v ekološko, glede na to, da je povpraševanje kar precejšnje? Tu bom še enkrat poudaril, no, tisto, kar sem že prej omenil, da kompletno vsa pridelava skupini Eurosad je po posebnem programu, ki bi lahko rekel, da je visoka kakovost, ne samo integrirana, ker tam je zelo velik razpon in da je že to sadje danes tik pred vstopom, rekel, da bi lahko bilo ekološko, pa brez ostankov pesticidov, kar je res izjema tudi v svetovnem merilu. Vendar to še ne pomeni, da imamo certifikat za ekološko. Lahko pa rečem, da od letošnje jeseni bomo prvič začeli tudi tržiti in ponujati na trgu tudi ekološka jabolka, sami pa smo tudi z določenimi dodatnimi površinami prestopili v prehodno obdobje za registracijo ekološkega, tako da tudi v tem segmentu bomo v nekem manjšem odstotku, vendar tistem, kar je nekak odstotek tudi, ko se na trgu beleži, da je prodaja ekološkega sadja tudi aktualna, ker nima smisla to povečevati, ker tu pa so dodatni večji stroški in mora se doseči neka cena, sicer nima smisla. In je zato tudi pomembno, da ta zadeva ne preseže tistega, kar trg prinese. Kaj pa predelava sadja? Razmišljate o tem? Tudi tu smo imeli že pred mnogimi leti različne ideje, že kar tam nekje koncem 90-ih let, zelo konkretne načrte, vendar potem smo se odločili, da gremo v drugo smer, da poskušamo še predvsem je v to obdobje nekako dokončno dozorelo pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Takrat je celotna naša panoga se veliko pogovarjala o Poljski kot največji nevarnosti, kot potencialno največji pridelovalki. Takrat še ni bila, danes se to resnično je največja pridelovalka. In takrat smo si s kolegi postavili zelo en tak pomemben cilj. Nikoli ne bomo največji v Evropi, smo pa lahko najboljši. Hočem povedati, da smo takrat šli resnično v vrhunsko predelavo jabolk. Tudi te trgi so dokaz tega, da smo to dosegli.
in nismo potem investirali v neke druge zadeve, ki pač zahtevajo dodatna finančna sredstva. Imamo pa partnerje, ki naša jabolka, tista, ki niso primerna za konzumno porabo, se iz njih prideluje tako sušenje kot kis ali sok. Poudarim pa lahko, da smo pa lani z našim zunanjim partnerjem iz soseščine, Budič iz Krške vasi, pa na trg lansirali naš jabolčni sok, 100% Eurosada jabolčni sok. Ravno poudarek tega imena je zaradi tega, ko sem prej omenil, da je vsa jabolka, ki so v tem soku, so naša in na ta način predelana, izstopajo in gre zagotovo za poseben sok, na čist naraven način, samo stisnjena jabolka so. In tisti, ki so ga do zdaj poskusili, so rekli, to je pa tisti sok, ki se ga spomnim iz mladih let ali pa iz preteklosti. In na tem bomo poskušali pač ponuditi tistim, ki želijo še vrhunski sok. No in če se dotaknemo še kmetijske politike, kako ocenjujete odnos države do vas kot do proizvajalcev? Ja, mi smo v bistvu z ministrstvom pred leti vzpostavili kontakt s trije sogovorniki, se pravi vinska družba, kjer smo tudi mi člani, potem so Zveza vinogradniških društev in pa tako imenovani družinski vinogradniki. In kompletno strategijo, tisto, ki smo si jo pridelovalci zamislili, prenesli do ministra in kar največ teh predlogov je bilo sprejetih, vendar pa zdaj v zadnjem obdobju oziroma v teh predvidenih ukrepih, ki so za naslednja leta, žal veliko teh ukrepov izpade ven, tako da bomo bistveno težje promovirali. Seveda vsi si želimo, da bi mogoče celo brez teh sredstev lahko poslovali, ampak žal samo osnovna dejavnost nam premalo prinaša, da bi bistveno več forsirali promocijo na trgu, čeprav tega je veliko, vendar ta bistveni del je to povezovanje, ki jo vedno kar naprej govorimo, da bi mogla biti, pa nekako ne pridemo do tega. Tudi je neka želja oziroma ideja, da se spravi zopet nazaj ena blagovna skupina, se pravi slovensko vino. Vsi skupaj smo, rekel, mali, če se vsi skupaj damo to, kar pa zdaj počnemo, da smo pa vsak posameznik sam, je pa seveda še toliko težje prodati predvsem na kak tuj trg, kajti Slovenijo še vsi dobro ne poznajo, kaj šele o kakem cvičku govoriti oziroma o drugih vinih. V konkurenci svetovni je to naš proizvod že v Sloveniji ne predstavlja več kot teh 10% vsega prometa v kmetijstvu. Gospod Kozole, kako pa vi ocenjujete torej odnos države do vas kot proizvajalcev? Jaz vedno poudarjam, da želim najprej pred svojim pragom počistiti in tisto, kar moramo mi sami narediti, moramo sami narediti. Se pravi, prodor na tuje trge smo čisto samostojno predelali te trge, da predelamo vrhunsko sadje, je naša naloga, čeprav tu že lahko malo omenim državo, ker do te najboljše države v Evropi imajo to bolje organizirano, svetovalna služba žal pri nas stagnira. Tisto, kar pa pričakujemo, predvsem to, imamo neko skupno kmetijsko politiko na nivoju Evropske unije. Popolnoma nič več in nič manj ne pričakujemo kot to, da imamo enakovredne pogoje. Tu pa so žal velike razlike. Že prej sem nekaj primerov dal in ravno Poljska je tu naredila izjemen korak, ker je znala izkoristiti neke dodatne možnosti in če govorim spet na drugem primeru, kot je zavarovanje predelka, vse države zaradi specifike, kakršna je, govorijo o subvenciji zavarovanja kmetijskih predelkov. Jaz tukaj vedno poudarim, da pustimo, kaj je z drugimi panogami, ampak če ima naša panoga v Evropi to podporo, in moramo tudi mi imeti. In lani, oziroma letos, govorim za lanski letnik, ampak letos v začetku leta, ob vseh teh dogodkih, ki so se nam zgodili jeseni 2014, nas je še doletelo, da je že leto prej znižana subvencija iz 50 na 40%, bila čez noč znižana še na 20%. In je res težko potem več ne veš, ali sploh bi zavaroval ali ne. In še enkrat poudarjam, govorimo o specifiki panoge. Če bi celotna panoga v evropskem prostoru bila brez kakšnih podpor, bi zagotovo mi bili tisti, ki bi veliko pridobili, ker sem prepričan, da znamo tisto, kar moramo narediti sami, narediti dovolj dobro. Ampak ko imaš sistem in ko je potrebno, da gledaš dolgoročno, ko lahko v nekem momentu se panoga zruši in je ta politika pomembna, da je res za vse segmente in za vse države bolj enakovredna. Mi v ministrstvu imamo sogovornika, tu mi lahko rečem, da ves čas, odkar delujem,
pa so se ministri menjali, pa tudi ljudje. Z tega vidika smo vedno našli kontakt, ampak tudi zaradi tega, ker smo vedno prišli z rešitvam. Mi povemo, problem je ta, rešitev pa predlagamo takšno in praviloma vedno rešitev, ki je nekje že v razviti zahodni Evropi znana in tudi potem marsikaj dosežemo, žal pa seveda, kot v vseh ostalih področjih Slovenije, ne vse pripeljati po državo tam, kamor danes imamo in vemo, da je proračun omejen, tako da tukaj smo realni, ni pa bilo tega potrebno, ker ti položaj, katerim je bila Slovenija po vstopu Evropske unije, je bil res enkraten v sredini Evrope, ampak to, kar smo mi uspeli zapraviti, kolegi, ki poznajo te zadeve od drugod, ki so bili takrat pri nas, se samo čudijo in kakšni fenomen smo, da smo tako idealne pogoje pripravili do tega, da smo pa danes na repu Evropske unije. Kje pa torej vidite priložnosti razvoja sadjarstva oziroma nasplošno kmetijstva v Sloveniji? Jaz še vedno pravim, da, in to tudi dokazuje naši rezultati, kljub tem nekim kriznim obdobjem, da sadjarstvo je zagotovo ena teh panog, drugo je, veliko se govori o zelenjadarstvu, ampak če je podatek, da je samooskrba pri zelenjavi 35–40%, to še ne pomeni, da boš vse, kar boš pridelal, kar lahko prodal. Treba se organizirati, treba tudi razumeti, da trgovski sistemi verige morajo imeti ponudbo non-stop, vsak dan. Ne moreš ti samo pripeljati v eno trgovino, potem pa vse ostale pa da nimajo. In jaz sem že večkrat tudi na zadružnem posvetu, ko sem pač naš primer razlagal in tudi povedal, vi vedno morate razmišljati, da imate segment za domačo prodajo in vedno moraš imeti tudi B načrt, da lahko prodaš nekam drugam. Tako da tukaj zagotovo je kmetijstvo kar nekaj priložnosti. Konec koncev imamo v naši skupini sadjarje, pa sadjarske družine, ki so z razvojem v zadnjih 10 letih si ustvarili odlične pogoje, imajo tudi po 10 hektarjev, vse pokriti s protitočnimi mrežami, sodobnimi sortami in od sadjarstva se da tudi dobro živeti, če se malo znajdeš. Seveda potrebno je veliko znanja, veliko truda, pa ko omenjam ravno znanje, moram povedati, da smo v naši skupini pred leti s prihodom magistra Zadrovca ustanovili Akademijo Eurosad, predvsem v zimskem času, ko nekako dela v naravi mirujejo, imamo veliko delavnic, ki so potrebne, da lahko potem pridemo do takega predelka. Ko pa je čas del v nasadu, se pa te delavnice preselijo v nasade in potem organiziramo v širših skupinah. Tako da tudi znanje je v naši panogi izjemnega pomena, morda še celo bolj, ker tudi tisto, kar je napisano, mogoče druge to več ne velja, kajti narava je tista, ki kroji nam usodo in pravim, da nikoli ni današnji dan isti, kot je bil na isti datum leto poprej, vmes je pa še 365 dni, tako da tukaj je vedno nedokončana zgodba in zato je tudi mogoče ta izziv toliko bolj za nas večji. Znanje pa je vsekakor pomembno tudi v vinogradništvu. Gospod Živič, kako vi skrbite za razvoj zaposlenih? Ja, zagotovo brez znanja je težko napredovati, vedno je kaj novega, tako kot smo že govorili o tem. Mi z zaposlenimi občasno organiziramo razne delavnice, seveda pa tudi vsi novi programi informatika omogoča, da nas je danes bistveno manj, kot nas je bilo še pred 10 leti. Se pravi, isto delo mora biti opravljeno, na ta način smo precej znižali stroške, to, kar se pač da narediti, kajti na trgu imaš zelo majhen vpliv, se pravi, cenovno se moraš prilagoditi trgu, tukaj pri sebi se pa marsikaj da ponarediti, tudi z zunanjimi partnerji se poslužujemo, tako da tako v prodajnem delu, kakor tudi v samem finančnem računovodskem delu smo neke zadeve povezali zunaj podjetja, tako da nekako vse funkcionira. Želel bi si, da pridemo še do kakšne zaposlitve nove, vendar kot je že bilo omenjeno, vsi se zavedamo, da je pač kmetijstvo zelo pomembna panoga, da je to hrana doma pridelana, tisto, ki jo pridelaš, si lahko sigurno na njo. Uvoz je seveda v nekem momentu lahko tudi dobrodošel, kajti drugače je tudi vprašanje stabiliziranja vseh cen. Vendar vsega se pa tudi, vse, kar se pridela, kar samo po sebi ne da prodati in mora biti neke organizacije, preko katerih se da potem tudi na trgu enotno nastopati. Bližamo se k koncu oddaje. Za konec bi vaju prosila le še za nekaj besed o načrtih za prihodnost.
Ja, mi smo kot zadruga sicer organizirani tako, da imamo še eno majhno trgovino, se pravi vinska klet in pa pridelovanje grozdja na posestvu Sremič. Mislim, da bomo v teh okvirih nekako ostali tudi naprej. Razmišljanja so širitve v tem zelenjadarskem delu, kar je že nekdaj bilo, vendar ne za vsako ceno. To bojo naredili specialisti, mi lahko samo povežemo z našimi člani oziroma s tistimi, ki bi imeli interes na tem področju vzpostaviti pridelavo. Sicer pa sem prepričan, da če je že skoraj 100 let ta cviček med nami, da ga bomo ohranili tudi za naprej. Bistveno več bomo namenili aktivnosti za sodelovanje z našimi člani, da bojo čutili še bolj, da je to v bistvu njihova zadruga, da smo mi samo tisti, ki poskušamo čim več iz tega iztržiti. Sama zadruga sebe ni namenjena, ampak članom, in zato se bomo potrudili, da naredimo vse, kar je potrebno, da ohranimo to tudi v bodoče. Gospod Kozole, še vaši načrti za prihodnost? Uvodoma sem omenil, da pridelamo okrog 20 tisoč ton, vendar treba poudariti, da za nas je ključnega pomena tisto, kar je prvi razred. Letos pričakujemo mogoče celo rekorden delež tega, nekje med 15 in 16 tisoč ton. In lani smo si postavili strateški načrt, leta 2020 20 tisoč ton prodanega prvega razreda. To je visok cilj, vendar mislim, da je dosegljiv. Imamo vrhunsko ekipo sodelavcev, da pa bomo to dosegli, bo največji poudarek investiranje ravno v namakalne sisteme. To še enkrat upam, da se bo nekako uspelo vsaj malo premakniti na zakonodajnem področju, tudi seveda na dodatne obnove. Velik poudarek je pa tudi na širitvi sodelovanja z tako imenovanim četrtim stebrom, se pravi privatni sektor, zasebni sadjarji, in še nekaj dodatnih načrtov imamo, tako da mislim, da če bo le vreme kolikor naklonjeno in da ne bo nekih dodatnih političnih vplivov, na katere mi enostavno ne moremo reagirati, da potem je ta cilj visok, vendar za nas tudi uresničljiv in verjamem, da ga bomo dosegli. Tako, prišli smo do konca naše oddaje. Spoštovana gosta, zahvaljujem se vama za obisk v studiu in za pogovor. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.